Živijo in lepo pozdravljene v poletni video seriji Avtentične in ženstvene. V to serijo sem povabila ženske, ki so že vstopile v svojo avtentičnost in našle svoje poslanstvo v tem, da tudi drugim ženskam pomagajo do njihove avtentičnosti. Danes je z mano ena prav posebna ženska, tudi moja zelo dobra prijateljica, Andreja Slokan, ki je umetnica, ustvarjalka, steklarka, predvsem pa ženska, ki odkriva sebe, svoje globine in se jih ne ustraši. In danes bova poklepetali o enem njenem delu, o slikah, ki jih je začela risati in so namenjene prav ženskam. Ampak preden preideva na njih, me zanima, Andreja, med temi čudovitimi drevesi in grmovjem polnih komarjev, tako da če bova danes mahale, veste, od česa je. Pač dobrodošli na Morostu. Kako si ti odkrivala svojo avtentičnost, ker to ni enkratno odkritje, ne, ampak je pot, je proces, tako da kaj je bilo tisto, kar je tebe vodilo, kaj je bil tisti tvoj glavni proces, skozi katerega si šla, ko si odkrivala svojo unikatnost, svojo tisto pravo naravo? Jaz bi rekla v bistvu, da za svojo pravo naravo, svojo unikatnostjo mi pridemo že na svet. Ampak nas potem okolje toliko v bistvu potegne, a ne, in vzgoja, vzorci, prepričanja, da mi v bistvu pozabimo na te svoje notranje zaklade, ki so nam bile pač dane v rojstvu. In je potem, če si toliko radoveden in če hočeš nekaj več, mene je vedno gnalo, da hočem nekaj več, nekaj drugače, pa nikoli nisem vedela glih čistočen, kaj je tisto, a ne. In če imaš to željo znotraj sebe, potem se te stvari tako čisto intuitivno in tekoče začnejo dogajati, a ne. In nekako našla sem se pa v ustvarjalnosti, v kreativnosti, to je tisto, s čimer sem jaz prišla na svet. In je bilo en čas kar lepo spodaj, ne? Ja, je bilo spodaj. Se ni tako zelo hitro izrazilo, ne? Ne, sem rabila kar precej časa, da je v bistvu prišlo na površje spet. In ko je prišlo na površje, kako si to prepoznala? Ker velikrat se ženske nekako, ne bom rekla pritožujejo, ampak pravijo, ja, jaz ne vem, kako veš, da je to, ne? Kako si ti prepoznala ta svoj impuls oziroma to notranjost? Enostavno je znotraj tebe začutiš tisto živost, tisto radost življenja, tako vroče ti rata, ne? Veš, da je to in tako veš, da to z vsem žarom bi želel početi, ne? In da enostavno, kadar tega ne počneš, pol ti nisi okej, a ne? Nisi zadovoljen. In enostavno je tisto, kar je globoko znotraj tebe, mora biti slišano, uslišano, izraženo in pač dano v svet. Zaradi tega, ker je vsak prišel s svojim darom na ta svet. Samo da predvsem se mi zdi, da ženske še veliko bolj kot moški, a ne, to znamo zelo tako orang zakleniti znotraj sebe, a ne. Kako si ti zaklenila, recimo? Zdaj, ko gledaš nazaj, ne? Ja, jaz sem čist nehala, samo sem tudi zbolela čist. Ne? Enostavno v naši družini se je vedno govorilo, da od umetnosti se ne da živeti, a ne, in da umetnost ne prinese kruha, a ne. In je pač bilo to. In potem sem se pač vrgla v vse druge stvari, komarji. In na koncu pa, ko sem začela spet ustvarjati pri svojih poznih letih, ko sem šla nazaj na fakulteto, da jo dokončam, in povem vam, da nikoli ni prepozno. No, to sem glih hotela reči, ne? Ti si tak živ dokaz tega, da stvari, mislim, da res ni prepozno in da če čutiš, da je vedno čas. In če je volja, je tudi pot, ne? Ja, sigurno, vedno se najde. Je polka nazaj pogledaš sicer težko, recimo jaz sem šla nazaj na študij oblikovanja na FNT, ne, in tam ni izrednega študija.
je samo redni študij in jaz sem mogla čist še enkrat iti v šolske klopi, pa potem pri 47 pač naredila diplomo. Ampak to je v meni tako prebudilo en kup enih občutkov, enih hotenj, enih želja po nečem več in takrat sem potem vedela, da je kreativnost tisto, v čemer jaz uživam. Še ena tvoja zgodba je zelo taka zanimiva, ne, ki je povezana pa prav z ženstvenostjo in žensko energijo, ne, ker ti si v bistvu bila v poklicu, ki je bil izrazito moški. Ne. Ja. Doma ste imeli steklarstvo, ne, se pravi čist tak, bom rekla, moški poklic, ti si ga tudi prevzela kot družinsko podjetje. Ne. Kako si potem našla svojo žensko energijo, kako si uravnovesila ta moški princip, ki je bil del tvojega življenja zelo pač močno prisoten? Je v bistvu zelo težko. Zelo težko zaradi tega, ker ti, če vodiš in če si v nekem takem čist moškem poklicu, ne moreš tako v sekundi preklopiti, pa si ženska. Ne. Seveda, dokler so bili otroci majčkani, se to pri meni nekako še ni poznalo, ker je bilo tam tisti ventil za mojo ženstvenost, ne. Da sem pač vzgajala in negovala dva prekrasna moška, ki sta zdaj že moška. In je bilo precej težko, tako da sem rabila kar nekaj časa, da sem v bistvu spet to žensko znotraj sebe sprejela, jo začela negovati in jo začela poslušati, kaj mi sporoča. Kaj bi bil največji izziv v tem procesu? Največji izziv? Je dovolj si to, da sem ženska. Dovolj si to, da sem v bistvu na svet prišla kot ženska. Ker v bistvu pri meni je bilo tudi ne samo steklarstvo, tudi to, ker sem bila ta tretja hčerka in so vsi sina čakali. In je bil pritisk še veliko večji. Ne? Ampak ja, skozi kreativnost sem našla sebe, svojo žensko polovico in jo počasi integrirala znotraj sebe z moško polovico, ki se je potem en časa v tem konfuznem obdobju tega, moška polovica čisto umaknila. In takrat sem bila precej izgubljena, precej boga, skozi mi šlo na jok. Ampak zdaj počasi tudi tega moškega znotraj sebe, tako, ko je treba integrirati, da sta vsak nekako na polovici v harmoniji. Sprav je ta harmonija, ne? To je ključno. Ne moramo biti samo v eni konstantno, v drugi. Vedno je potrebno obe polovici nekako združiti oziroma poskrbeti, da lepo sodelujeta in dopolnjujeta drugo. Si pa našla v bistvu en svoj tak kanal ustvarjalnosti skozi risanje, skozi slikanje, ne? Ja. In predvsem tvoje slikce, ki jih imaš tudi s sabo, so zelo pogumno dejanje in zelo specifične, ker so v bistvu maternice, ne? Ja, v bistvu so maternice, ampak na koncu se je razvilo, da niso samo maternice. Je v bistvu nekako cela ženska, so tudi srca, so meča, se pravi, da ženska potem lahko intuitivno seže po tisti slikici, ki jo pritegne in ponavadi tista slika, kateri jo vleče, ji nekako sporoča, kateri del sebe še nima ali zaceljen ali integriran znotraj sebe. In v bistvu so te moje slike eno tako fizično pomagalo, da spomnijo žensko, kaj sploh hoče, kaj mora razviti znotraj sebe. Zaradi tega, ker v bistvu tako zelo rabimo neko fizično spodbudo od zunaj. Zaradi tega, ker če ti nečesa nimaš integriranega, ne bo zdaj kar takoj prišlo, zdaj hočem ta del integrirati znotraj sebe, pa se bo integriral. Ne, to je potem kar nekaj vaje, nekaj dela, da se ti konstantno spominjaš, da to pač znotraj sebe lepo. Ne gre čez noč. Ne gre čez noč, nič ne gre čez noč. Tako bi bilo fajn, če bi šlo čez noč. Zelo, ampak ne. Vsak mora prehoditi svojo pot, zdaj eni jo lahko zelo hitro, eni pa rabijo nekaj več časa. Veš kaj, pri teh tvojih slikcah mi je tako zelo zanimivo, da jo ne rišeš v bistvu za posamezno žensko, ampak da jih ti rišeš tako po navdihu. Ja. Kako gre ta proces pravzaprav pri tebi, ko
povem, da ti se priklopiš in dobesedno skanaliziraš, ne? Absolutno. Padam v neko stanje in to delam vedno samo takrat, kadar sem v res dobri energiji. Vse te slike so podprte z tako veliko ljubezni. In ja, slikam jih dejansko samo takrat, kadar dobim navdih. In potem se usedem, pripravim prostor, dam glasbo, svečko, skratka, tako en tak ritual naredim, en tak proces in potem v bistvu razprostem barve in začnem. In potem se enostavno in preprosto zgodi. In potem ženske, ko pridejo k tebi, čisto po intuiciji izberejo tisto, ki jo najbolj začutijo, ne? Kaj se zdaj po tvojih izkušnjah, ker zdaj to že kar nekaj časa delaš in ženske, ki hodijo k tebi, s kakšnimi izzivi največ pridejo do tebe? Kaj je tisto, zaradi česar potrebujejo na tako energetsko podporo, no? Dva izziva so zelo tako izražena. Eno je tisto, ki zdravijo neke rane iz otroštva, iz življenja, kjerkoli, ki so res zelo globoke, zelo težke rane. In zdaj v bistvu, ko dolgo slikam, trenutno nimam nobene takšne, a ne, tudi že vem, katera slika bo v bistvu osvetlila, očistila in pomagala ženski transformirati neko bolečino, neko travmo. In ponavadi, kadar ustvarjam tako sliko, tudi jokam zraven. V bistvu že s tem, ko jokam, ker sem to prvič začela, sem odložila pač čopič in barve in sem rekla, ne, jokam, ne morem tega delati, ne. Ampak potem sem le slišala ta glas, ne, ki je govoril, ne, naprej moraš delati, ne. Tako da, ja, en izziv je to, ko ženske pač ozdravijo svoje travme in ponavadi tudi potem pridejo po drugo slikico, tisto pa skurijo, ne, ko jo začutijo. Aha, je tako, da je v bistvu taka slika, ki ni nujno, da ostane zavedno. Ne, ni nujno. Ja. Tudi ženske se spreminjamo, če začutijo, jo pač ali spravite v predal, ali zakurite, ali ne vem, nekaj pač naredite obredno, en ritual, da rečete te dele sebe, hvala lepa, da so bili, da so tukaj bili, da sem jaz še vedno danes tukaj, ampak jih ne rabim več. In potem ponavadi pridejo po drugo slikico, kaj je čisto drugačno od prve. Ker se tisto že ščistilo, je že šlo, je že v bistvu se transformiralo. To je ena stvar, druga stvar je pa, ko ženske vse vejo znotraj sebe. Vse odgovore imajo, ampak si ne zaupajo. In ne zaupajo in potem hodijo okrog in sprašujejo druge ljudi, da jim povejo, kaj naj one bi bile. To. Kako pa ti, kadar pridejo te dvomi vase, ne, ker itak pridejo, ne, se to je normalen del življenja, kako ti običajno to rešuješ pri sebi? Ja, jaz običajno malo pobegnem. Največkrat na morje, ali pa na kakšen dolg sprehod v naravo, ali pa sem sama doma. V bistvu mir rabim takrat, v bistvu se res umirim, si ritual naredim in vztrajam toliko časa, da spet čutim sebe, da slišim sebe in potem najdem v tej tišini vse odgovore, kako naprej. Ne? To je v bistvu ful pomembno, ne? Da si vzameš ta čas, da si dovoliš ta čas in da se v bistvu posvetiš sebi in temu, da spet vzpostaviš to notranje ravnovesje, ne? Ker veliko ljudi kar misli, da bo prišlo samo od sebe v tistem džumbusu vsak dan, ne? Ja, ne pride samo od sebe, pač nekaj moraš tudi narediti za to, ne? Morje je tisto, no, tako, kot sem že prej omenila, ne? Morje je moj ljubimec. Jaz tam dobro zavibriram. Ja, jaz tam tako dobim čisto vse. Dobim sonce, dobim morje, dobim navdih. Tako enostavno, samo da tam ob morju sedim, se jaz prečistim tako 1, 2, 3. Kaj tebe recimo, ko delaš z ženskami, ko v bistvu se jim posvetiš, ker vsaka ženska, ki pride po slikico, ti se ji tudi posvetiš, ne? In tudi, ja. V bistvu ji poveš, kaj so tiste stvari, ki si jih začutila tudi ob izdelavi te slike in kako bojo energije nekako delovale, a ne? Kaj je tisto, kar te najbolj fascinira, recimo, ali pa kar ti je najbolj
zaradi česar delaš, kar delaš, no? Ko delaš z ženskami. Da ne šlo pa kar na jok. Zaradi njihovih žarečih oči, ki jim pripovedim, zaradi smeha, zaradi tistega, ja, točno to rabimo. Tisto me tako v bistvu potem, to je razlog, zakaj jaz to delam. Zaradi tega, ker res ženske tako ne zaupamo sebi. In tako v bistvu bi jim rada vsem ženskam sporočila, lepe ste, čisto vse ste lepe in čisto vse imate znotraj se bisere. Daj, dovoljte si jih odkriti. Res. Tako kot da nočemo tega. Hočemo pa nočemo hkrati. Ampak se splača. No. Je to nekaj, kar je vredno potem v bistvu. Absolutno. Rezultat definitivno je vreden. Ker vem, ti si šla v bistvu skozi svojo zgodbo, ki je bila zelo temačna, in zelo polna nekega nespoštovanja tudi. Pri tebi je zelo pomembno to tudi pri teh slikcah, to je meni ful všeč, ker rečeš, ženska v bistvu mora sebe toliko spoštovati, da dovoli ali pa ne dovoli v bistvu moškemu, da se ji približa. Se lahko dotakneva zdaj še tega, ker to tvoje razmišljanje je zelo tako, da mora ženska znati postaviti mejo. Absolutno. Res, to je meni v bistvu tisto najbolj važno. Pa včasih sem videla še kakšne, recimo, ali moje prijateljice, ki so pač bile v destruktivnih razmerih in sem jih hotela dopovedati, tako je tretje, na koncu, ker nisem mogla več ji povedati, kako sem rekla, če pa že sebe nimaš to kraj, daj saj zaradi otrok to naredi. Ampak na koncu sem ugotovila, če ženska ni pripravljena, je škoda vsake moje besede. Jo lahko samo objamem, rečem, ti že veš. Pa bo enkrat že mogoče vedela, enkrat pa ne bo. Ampak vsaka taka ženska, če bo pa prišla k meni, pa če bo pripravljena, ne velikrat reči, ker ko začnemo, moramo kar velikrat ne reči. Še jaz včasih tako dvomim, rečem, nisem pa mogoče kakšenkrat pa prevečkrat ne rekla. Ampak na koncu vedno ugotovim, da ne, da mogoče sem še prevečkrat napačnim ljudem rekla ja. To je zelo tako pomembno, da znamo reči ne pravim ljudem. In da tudi s tistim potem razčistiš tisto, kar je narobe. Da potem te frustracije v bistvu prenašaš na druge ljudi. Se moraš kar tako orenk pogledati vase, pa sam s sabo zmeniti. Včasih ni glih prijeten, včasih prideš do kakšnih takih čudnih stvari, ampak... In takrat je fajn imeti podporo in pomoč. In takrat je fajn imeti podporo prijateljic, takih kot si ti. Ker res, ker rabiš takrat oporo. Ker ženske prevelikrat mislimo, da lahko vse same. To se mi zdi ena taka generalna... niti ne vem, kako bi temu rekla, ampak da generalen način razmišljanja, ki ga imajo ženske, vse jaz lahko vse sama. To je pač prišlo skozi čas, zaradi tega, ker ne vem, tako nas je enostavno vodila evolucija, da so ženske ugotovile, da če same ne naredijo, nič ni narejeno, in potem so preveč bremen pač prestavljene svoje ramena. Ampak v bistvu, ko ženska, jaz lahko še to povem, ker sem bila čisto v moški energiji s poslom, kot sem ga delala, brez moškega v oporo, sama. In pol v bistvu tako žensko, ta moška energija, tako zelo, zelo močno rani, zelo v bistvu znotraj sebe podere toliko stvari, in toliko te izmuči, da potem rabiš kar veliko počitka, veliko časa zase. Da pa kljub samo sem pa imela nekaj moških v svojo oporo, ki sem šele pol kasneje videla. To sta bila moja dva delavca v delavnici, ki sta bila zlata, ki sta vedno na nek način odtehtala to, da ni bilo moškega. Smo bili ena taka velika družina, pa moja dva sinova, tudi, predvsem te starejši, zdaj v teh kritičnih časih, ko je bila kriza in vse me je tako podprl,
da sem prav ponosna na njega. Se pravi, to je tudi tako en tak pomemben element, se mi zdi, da tudi ko je ženska sama, da zna prepoznati in videti moško energijo okrog sebe, ki je v podporo, ne? Ker veliko prevečkrat obešamo to samo na enega človeka. Ne? Ja. In če pa zdaj njega ni, potem pa tega ni. Ne? Tako da to se mi zdi je tako en tak zelo pomemben element tudi tega, te prepoznave, kaj imaš na voljo, katere resurse, da se odpreš, ne? In da sprejmeš. Ne? Ja, absolutno je važno. In ženske mogoče vedno prevečkrat samo partnerja iščemo, a ne? Ampak ne rabite iskati sam partnerjev, a ne? Lahko majhen tudi pogledate okrog, koga imate, ki se lahko majčkeno kdaj naslonite na njega. Samo je tako, če gledamo že čisto kolektivno in kaj nosimo iz preteklih življenj, da ženske v bistvu ne zaupamo moškemu. In kadar ne zaupamo moškemu, tudi svojemu notranjemu moškemu ne zaupamo. Ali je ravno obratno? Ko ne zaupamo notranjemu moškemu, potem tudi Ja, pa potem, ali pa obratno je. zunanjemu moškemu ne more. Ja. Ne? Tako povezano je vse, a ne? No, ravno to, v bistvu ta moška, ženska energija in te v bistvu odnosi, ki se vzpostavljajo med moškimi in ženskami, so bili tudi del tega, da so te tvoje slike začele nastajati. Ne? Predvsem, kar se tiče spolnosti. Ja, v bistvu sem poslušala en video, a ne, v katerem je, ne vem, že katera razlagala, pa tudi vem, da sem to že večkrat prebrala, ampak takrat se me je nekako nekaj premaknil znotraj mene, ne. Da v bistvu energetsko moški v ženski ostani 6-7 let in to je bilo meni tako. Jaz sem končala eno tako vezo, ki sem jo komaj preživela, zaradi tega, ker če se energetsko močen moški usede na žensko, jo uniči kompletno in totalno, a ne. In sem rekla, bolj ne, to pa ne bo šlo, a ne. In sem pač tam v pisarni začela čečkati, tako kot jaz vedno, kadar ne vem, kaj hočem razmišljati, vzamem ali svinčnik pa papir, pa začnem risati, ne. In pol, ko sem imela 6 takih malih slikic, ne, narejenih s svinčnikom, sem tako daleč pogledala in sem rekla, Andreja, kaj si pa ti to naredila, a ne? In sem šele potem ugotovila, da sem naslikala ženske reproduktivne organe, pa spermiji so bili, pa meči so bili, a ne, vse je bilo nekako znotraj tega, da v bistvu presekaš, da s temi slikami pač na nek način to transformiraš. In potem sem jih pospravila v predal in potem je Manca prišla in Manca pač zvrta iz vsakega vse tisto, kar mora zvrtati. To je njen namen. In to počne odlično. Hvala. Ja. In tako se je potem začelo, ne. In včasih sem, ko si takrat, ko začela, pa ko sem jih v svet dala, potem take barvaste, a ne, kot je to, a ne, sem imela tudi še kar nekaj problemov, a ne, znotraj tega, ker so tako razgaljene, v bistvu je tudi tako ta prav moj notranji globoki del razgaljen, a ne, in to v svet dati je tako, ni enostavno. In sem čas rekla, joj, Manca, ka mora zmer nekaj stisniti iz mene, ne. Ampak v bistvu sem ti tako res iz srca, iz globin mojega srca hvaležna, ker sem skozi tisti proces dala tudi to čez, da sprejmem in z lahkoto rečem pač, da slikam maternice, a ne, tudi moškemu, ki me vpraša. In da mu potem tako lepo počasi razložim. In bil je nekdo, na tangu, ki je najprej rekel, ja, jaz to ne razumem, kako ženske sploh denar dajo za to, a ne. Sem rekla, prav ne, v redu. Pa smer, vedno, ko sva se na tangu spet dobila, sva zmer kaj poklepetala in ne, in pol zadnjič enkrat sem mu rekla, veš, si me takrat zelo prizadela, ampak hvala ti, ker sem šla čez to, sem rekla, pa veš, te slike niso tako enostavno, sem rekla, včasih tudi jokam pri njih, a ne, po bistvu dam ženskam to spodbudo, da bi se odprle, da bi se osvobodile, da bi postavile meje, a ne. In je bil tako presenečen, je rekel, joj, prosti, a ne, res, in je čisto tako z drugačnim očmi začel gledati moje slike, a ne. Se pravi, je to v bistvu tudi en del tega, ko si priznamo ranljivost in ko stopimo v ranljivost, ne,
da v bistvu to postane notranja moč. Ja, če dali bolj. Ker to mi je bilo ravno zanimivo, ko smo se takrat tudi pogovarjali, ne? Koliko je še vedno tabujev vezanih na vse. Ne? Ja. Tako, to je tudi nekaj, s čimer se srečuješ ob tem. Ne? Ja, ogromno, in se srečujem ogromno, ampak zdaj sem se nekako pomirila znotraj sebe in rečem, da tole delam. To sem jaz, to ne bom nehala. Vem, da recimo, ker pač trenutno nimam moškega, ne, da bo to verjetno velik izziv za moškega, da me vzeme čist celo, s tem ured. Ampak drugače ne bo šlo. Bo že prenesel. Bo že. Če želi močno žensko, mora biti močen moški. Ja. Še nekaj me zanima. Kaj tisto, recimo, ko ti vsem, ko se povežeš, začutiš to tudi kolektivno energijo, ne, na teh nivojih, kjer se nahajajo vse te informacije, ki so povezane z ženskami, s tem, kar se je dogajalo. A čutiš kakšno razliko, recimo, da se je že zgodila v, ne vem, teh letih, ker v končni fazi se zdaj zelo veliko govori o tem, ne? Veliko več, kot se je v preteklosti. Ne? Zaznavaš kakšno razliko v bistvu v energiji, ker tudi vem, da se tvoje slikce spreminjajo, ne? Postajajo čedalje bolj, bom rekla, take igrive tudi, ne? Ja, en čas od začetka so bile zelo take, veliko je bilo teh, ne, ko so kakšne strašne rane čistile, ne, zdaj pa ne. In tudi v bistvu sem ugotovila, da odvisno za katero skupino žensk slikam, ne, recimo tele so nastale čist v eni, se vam zgleda samo eno, takele, ne, so nastale v bistvu prav v eni skupini, kjer imajo ženske izredno veliko problemov z zanositvijo, z rodnostjo, s temi zadevami, ne, in potem v bistvu nekako vedno ratajo drugačne, ne. Za en krog žensk bo ratale mogoče takšne slike, za drug krog drugačne. Kljub samo sem pa še vedno šokirana, da je na svetu še vedno ogromno nasilja nad ženskami. In da v bistvu to fizično nasilje se počasi umika, ampak ostalo je še energetsko nasilje. To energetsko nasilje, bom rekla, dobro, se ga ne izvajamo samo na ženskami, ampak kljub samo ženske smo fizično šibkejše. In prej čutimo nasilje. In energetsko nasilje ni čist nič drugačno, kakor fizično. Lahko žensko še bolj poškoduje, ali pa, ne vem, tako da treba je, ne vem, začeti uravnotežiti to, da tega nasilja ne bo več, ne, da v bistvu ne bomo drugega skozi bockali, ampak da bomo drugega začeli podpirati. Andreja, kje te lahko najdejo? Najdete me lahko, predvsem imam zaenkrat na Facebooku stran Woman, drugače pa pri meni je še vedno v ateljeju v Murglah 33. Tako, tukaj sem zaenkrat, nimam nobenih planov, da bi še kaj drugega delala, ne, da bi imela kakšne dogodke, to zaenkrat ne. Imam pa letos v jeseni plan, pač do jeseni, ne, najprej si bom vzela počitek na morju, potem bom pa v bistvu majčkeno predelala moj atelje in mojo galerijo, zaradi tega, ker sem začutila, da rabi eno svežino, da sem se jaz zdaj v teh letih toliko spremenila, da rabim tudi v okolje, v katerem delam, majčkeno spremeniti. Andreja, ful ti hvala, da si pristala na tale pogovor, ker vem, da ti ni bilo najbolj ugodno in udobno. In ti želim še veliko žensk, ki bojo preko tvojih slikc dobile neko darilo, ki si ga zaslužijo. Hvala, Manca, tebi za povabilo, kljub samo, da me je bilo strah in da sem imela ogromno tremo. Je ob tebi to čisto prijetno. Hvala. Prosim. Draga ženska, avtentičnost je že v tebi, prav tako tvoja ustvarjalnost in tvoja kreativnost. Upam, da te je ta pogovor navdihnil, da boš našla svojo pot. In pri tem nisi sama, sledi svojim občutkom.
Kaj ti je bilo všeč v tem pogovoru? Kaj je bil tvoj aha moment? Napiši v komentar tukaj spodaj pod videom ali pa mi piši na info@manca.si. Andreja ti ponuja pot, po kateri lahko hodiš na svoj avtentičen način. In ona ga je doživela na njej avtentičen način. Jaz ti ponujam stvari na moj avtentičen način. Avtentična Yin Akademija namreč kmalu spet odpira svoja vrata. Pojdi na manca.si in preveri, kdaj se začne in kaj vsebuje, in potem me pokliči, kontaktiraj, se pozanimaj, če te še kaj dodatno zanima. Najdeš me tudi na Facebooku, Manca Razboršek, Life and Soul Coach, kjer lahko slediš mojim navdihom in objavam, ki jih dnevno tam delim z svojo skupnostjo, ali pa na spletni strani manca.si, kjer se lahko vpišeš na mojo mailing listo, v kateri delim svoje osebne aha momente in stvari, ki jih ne delim nikjer drugje. Do naslednjega pogovora pa ti želim en čudovit čas, premisleka, poglabljanja vase in se vidimo. Čau, čau!